Pa začnimo s tokratnim testom kar iz naslanjača. No, ne tistega domačega, ampak iz sedeža Citroena C5 Aircross, ki slovi po svojem udobju. To udobje mu zagotavljajo takšni izjemno mehki sedeži z dodatnim slojem pene tukaj na sedalnem delu. No, še bolj pomembno pa je vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki je značilno za Citroen in glede na naše dosedanje teste izjemno primerno za kakšno luknjasto slovensko cesto. C5 Aircross je torej zelo udoben in mehak avto in to pravzaprav velja za vse njegove različice. No in brez skrbi, vse teste vam z enim preprostim klikom ponudimo na koncu tega videa. Čeprav je udobje zaščitni znak Citroenov, pa C5 Aircross še zdaleč ne stavi le na to karto. Ta avto je namreč več kot le udoben. Zelo zanimiv je tudi z vidika pogonske tehnike. Še preden pa se te pogonske tehnike lotimo, pa kratek opomnik, všečkajte ta video in se za še več podobnih vsebin naročite na naš YouTube kanal. C5 Aircross se je v Stellantisovi inženirski šoli naučil nove snovi. Snovi iz predmeta blagih hibridov in čas je, da iz te snovi odpiše svojo kontrolno nalogo. In najbolj zahtevno vprašanje, ki smo mu ga zastavili na tem testu, se glasi, ali lahko blagi hibrid z razmeroma šibkim bencinskim motorjem dobro funkcionira tudi v vozilu nekoliko bolj zajetnih dimenzij. Bencinski del hibridnega sistema namreč tvori 1,2-litrski turbobencinski trivaljnik s 100 kW moči. V primeru modela C5 Aircross pa gre za segment vozil, ki smo jih bolj vajeni s kakšnim turbodizelskim motorjem. Takšni turbodizelski motorji so ponavadi postregli z več valji, večjo prostornino, predvsem pa večjim navorom. Seveda, zakonitosti delovanja turbodizelskega motorja in blagohibridnega pogona z bencinskim motorjem ne morejo biti povsem enake. No, ampak ravno blagohibridna tehnologija s svojo električno pomočjo omogoča, da se lahko ta dva na prvi pogled precej različna svetova med seboj dokaj približata. Poglejmo kako. Če nekoliko bolj podrobno pogledamo pod pokrov motorja tega avtomobila, lahko na poti proti menjalniku opazimo nekaj posebnih vijoličnih kablov. No, ti kabli posebne barve, ki označujejo napetost manjšo od 50 V, gredo proti elektromotorju z močjo 21 kW, ki se nahaja v ohišju novega 6-stopenjskega dvosklopčnega robotiziranega menjalnika. In prav ta elektromotor ključno spremeni obnašanje pogona tega avtomobila, če ga primerjamo s klasičnim bencinskim. Tukaj torej tiči skrivnost, kako se lahko razmeroma šibak bencinski motor z dobrodošlo pomočjo elektrike morda celo približa močnejšemu turbodizlu. Ta elektromotor, ki v takšnem pogonu prevzema tudi vlogo zaganjalnika in alternatorja, svojo energijo črpa ali pa jo ob zaviranju dovaja v majhno baterijo, ki ima kapaciteto slabo kilovatno uro. A čeprav se zdi ta baterija na prvi pogled majhna, njena kapaciteta predstavlja precejšen napredek, ko govorimo o blagih hibridih. Blagi hibridi namreč danes niso več tako blagi kot nekoč. Ko so pogoji pravi, torej takrat, ko od pogona ne zahtevamo preveč moči in navora, se lahko s tem avtomobilom večino časa vozimo samo na elektriko. In ne več samo počasi speljujemo, tako kot je to za blage hibride veljalo včasih. In kako vemo, da vozimo s elektriko? V prvi vrsti pogon slišimo. Če boste tukaj v potniški kabini stišali nivo glasbe ali pa celo spustili prednji stekli, boste hitro slišali, da imamo v tem primeru opravka s precej žvižgajočim hibridom. Ta zvok, ki je nekako značilno električen, po mojem mnenju nikakor ne more biti moteč. Po drugi strani pa elektromotor prinaša številne kvalitete, ki jih občutimo predvsem pri vožnji v mestu. S svojim instantnim navorom omogoča zelo umirjena in tekoča speljevanja, obenem pa tudi blaži zamike pri prestavljanju menjalnika oziroma prestavljanje samo dela skoraj povsem nezaznavno. Sam sem se s tem avtomobilom tekom testa v mestu res veliko vozil na elektriko. No, zelo dobrodošlo bo pri tem, če boste kdaj pa kdaj pogledali na ta zaslon pred voznikom, ki vam s posebnim eko-območjem na zelo preprost način razlaga, kdaj od avtomobila ne zahtevate preveč in lahko električni del hibridnega sistema še drži vaš tempo vožnje.
Pri vožnji v mestu ali pa umirjeni vožnji na regionalnih cestah lahko tako vozimo tudi s porabo goriva okoli 4 ali 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov, kar je za tovrsten avto zelo varčno. Električni del blagohibridnega pogona pa dopolnjuje bencinskega tudi pri avtocestnih hitrostih oziroma pri dinamični vožnji, ko elektromotor doda svojo moč in navor za boljše zmogljivosti. Je pa res, da temu pogonu priganjanje ne ustreza, sploh ko govorimo o porabi goriva, ki lahko ob pretiravanju kaj hitro postane tipična turbobencinska, torej precej visoka. Pri hibridu primerni vožnji smo na našem testu pri mešanem ciklu zabeležili porabo okoli 6 litrov, kar je povsem primerljivo s podobnimi turbodizelskimi pogoni. Tako lahko zaključimo, da blagohibridni pogon dizlu vsekakor lahko predstavlja alternativo. Sploh pri mestni vožnji pa ga s svojo uglajenostjo pa tudi varčnostjo hitro prekaša. In ne nazadnje, če pobrskate po ceniku Citroena, boste ugotovili, da sta si turbodizelski in blagohibridni bencinski pogon po ceni precej podobna. Dizelski motor je bil doslej pri tem avtomobilu najbolj priljubljena izbira slovenskih kupcev. No, najprej se mu je po robu kot dobra ali pa celo boljša alternativa postavil priključno hibridni pogon. Ampak izbira priključno hibridnega pogona je hitro pod vprašajem zaradi njegove precej višje cene. Njegova uporabnost oziroma prednosti pa so pogojene tudi z možnostjo domačega polnjenja. Tako se zdi zmogljiv blagi hibrid v resnici zelo dober in učinkovit kompromis za današnji čas, sploh ko vemo, da je zelo učinkovit pri mestni vožnji. No in ta ugotovitev zelo dobro dopolnjuje karakter tega družinskega avtomobila, ki mu je mestna vožnja naravnost pisana na kožo. Pa ne le zaradi samega pogona, ampak tudi zaradi tistega, o čemer smo govorili na začetku. Ta avto je resnično merilo uglajenosti in udobja, tudi takrat, ko z njim skočimo čez kakšno hitrostno oviro. Da bi bila vaša odločitev med blagim hibridom in klasičnim dizlom lažja, pa vam zdaj ponujamo še nekaj vsebin. Poleg testov različic modela C5 Aircross vam toplo priporočamo tudi podrobno, a zelo preprosto razlago blagohibridne tehnike. Kaj menite? Kako dobra alternativa je to? Zapišite svoje mnenje v komentar.